mi kot novinari imamo dostop, ki ga splošna javnost nima. V smislu, mi lahko zastavimo novinarsko vprašanje in pač institucije so nam dolžne odgovoriti. In to je v bistvu naša naloga, da mi na nek način zastopamo javnost skozi to, da lahko za njih stvari preverimo. Ne? Lepo pozdravljeni v današnji epizodi podcasta Neokvirjeno, v katerem bomo govorili o preverjanju dejstev. Pogovarjali se bomo s Tajo Topolovec, ki je poznana bolj kot urednica in avtorica ali ustanoviteljica portala Pod črto. Taja, lep pozdrav. Pozdravljeni. Torej, kje naj začnemo? Študirala si v Ljubljani, srednjo šolo končala v Mariboru, tako da mešanica Ljubljančana, Štajerca, kako, kam se šteješ ali med oboje? Ja, ne vem, jaz mislim, da bi to edina logična poteza potem je, da bi se morali preseliti nekam proti Primorski, da se to malo uravnoteži. V glavnem, Štajerčina ti ni tuja. Ne. V glavnem, iz študentskih let se več ukvarjaš z področjem digitalnega, preiskovalnega in podatkovnega novinarstva. Kaj je tisto, ki te je pripeljalo do tega, da si se odločila? Pa mogoče par besed o študiji, študirala si na FDV-ju. Jaz sem se v bistvu z novinarstvom začela ukvarjati precej zgodaj, najprej mislim čisto tako, recimo prostočasno že v času srednje šole na drugi gimnaziji, pa potem kasneje bolj resno na faksu, študirala sem sicer kulturologijo. To sem ravno zadnjič pred kratkim razlagala, da takrat enkrat pri 16 sem imela idejo, da ali bom se v življenju ukvarjala s preučevanjem goril nekje v Afriki ali pa bom poročevalka z kriznih območij, da mislim, da preiskovalno novinarstvo je tu ravno nekje vmes. Je pa res, da na začetku sem začela pač v medijih na področjih, ki so dejansko obstale takrat, se pravi v dnevnem novinarstvu, časopisnem in pa potem sporedno razvoju tega digitalnega novinarstva, ker je bilo takrat še res v povojih to, kar smo začeli delati, malo vmes radio in pa potem tudi pač zelo veliko na področju kulturnega novinarstva, ki mi je bilo blizu čisto zaradi področji, ki jih pokrivam, pa neke širine, ki je pač mogoče znotraj tega. No, če mogoče najprej preden se lotimo preverjanja dejstev, pa tvojega portala Pod črto, mogoče ocena, kako ocenjuješ slovenski medijski prostor v tem trenutku? Zdaj, v nekem globalnem merilu slovenski medijski prostor je majhen. Pač mi delamo z izredno majhnimi občinstvi, z izredno majhnimi dosegi in z tega stališča, pač, kar se ustvari v slovenskem novinarskem in medijskem prostoru, je ogromno. Če pogledamo pač za kako majhen prostor to mi delamo in kako v bistvu s kako malo sredstvi se na koncu tako ogromno produkcije ustvari. Tudi, naprimer, ne samo na področju tega nekega dnevnega novinarstva, ampak tudi tega, koliko se je naprimer v zadnjih 10 letih, 15 letih razvilo tudi nekih neprofitnih ali pa neodvisnih ali pa bolj eksperimentalnih medijskih projektov. Pač glede na splošno število govorcev oziroma bralcev, ki lahko naše vsebine spremljajo, to precej visoko število se mi zdi še vedno. No? Še vedno, ne. In kdaj si nekako začutila ta potrebo po tem poglobljenem novinarskem pristopu, ker veliko je danes tega ogromno, tega clickbait novinarstva in pač komerciala, kapitalizem svoje dela? Mislim, nek poglobljen kritičen pristop mi je bil že od vedno blizu, zato sem tudi delala na področju kulturnega novinarstva, ki se ukvarjalo pač z družbeno kritiko, s kritiko umetnosti, z nekim razvojem nekih oblik novinarstva znotraj, družboslovja, humanistike in v povezavi z družboslovno humanistiko. In takrat, ko sva zdaj že 11 let nazaj, takrat z Anžetom Boščicem, mojim takdanjim soustanoviteljem, ustanovila Pod črto, mi dva v bistvu takrat mogoče niti nismo toliko razmišljali, mi hočemo narediti preiskovalni medij, ampak je bila najna ideja, mi hočemo v bistvu ustanoviti medij, ki bo omogočil, da se bomo lahko poglobljeno ukvarjali z nekimi temami, ki sicer jih preberemo na hitro v dnevnih novicah, potem se fokus seveda v dnevnem novinarstvu premakne zaradi tega, ker pride naslednja kriza, pride naslednja novica in o enih zgodbah dejansko ne vidimo njihovega razvoja oziroma kam se bodo razvile, jih ne moremo spremljati skozi čas. In to je bila ta ena ideja na eni strani, druga ideja pa je bila sploh testirati, ali je mogoče v Sloveniji
pač ustvariti medij, ki bi bil neprofiten, ki bi ga podpirali bralci z donacijami, ki bi se ukvarjal z tem tako imenovanim long read novinarstvom, torej novinarstvo, ki temelji na nekih dolgih, predvsej poglobljenih vsebinah, za katere tudi konec koncev bralci angažirajo nekaj časa, da jih spremljajo. Ne? Ja, ampak zanimivo, začetek samega novinarskega dela je bil ravno v času, ko so se začeli kar veliki politični pritiski na medije, pa tudi ekonomski trg verjetno ni bil rožnat, ne? Ja, to je po moje ta dvojna stran teh, recimo temu, ta dvojni učinek kriz, ne, da na eni strani pač se stvari ne delujejo, se rušijo, po drugi strani pa se lahko zgodi neka akumulacija energije in idej, ki vodijo to, da se pač začnejo neki projekti na novo ustanavljati, ustvarjati, malo iz potrebe, ker ni mogoče nič drugega, malo pa iz nekega zagona, da pač dajmo poskusiti, kaj še gre, ne? Ker se mi zdi, da tista leta, takrat tam 2012, 13, 14, ne samo na področju medijev, ampak tudi sicer, da se je ustvarilo kar nekaj novih iniciativ, projektov, da je bil takrat ta čas, ko smo imeli ta neko potrebo, da dajmo poskusiti, kaj še gre, zaradi tega, ker smo bili v tem občutku, kriza traja že toliko časa, zelo malo je mogoče in je bilo tako, kaj lahko ustvarimo znotraj tega oziroma onkraj tega, zelo malo je mogoče. Samo vseeno se je pa treba lotiti, ne? Ker ko se lotiš preiskovalnega novinarstva, v trenutku imaš potem nasprotnike. Ne? Ja, mislim, da to je ena zadeva, ki pač žal spada k novinarstvu, ne? Ne glede na to, s kakšnim tipom novinarstva se ukvarjaš. No pa če rečeva, se mislim, da naši poslušalci, gledalci poznajo portal Pod črto, ampak vseeno, kako bi opisala, kako se razlikuje od ostalih medijev portal Pod črto? Jaz bi rekla, da ena izmed zadev, ki je mogoče malo pač, torej, v primerjavi seveda z dnevnim novinarstvom, mi dnevnega dogajanja ne pokrivamo, niti ga ne bi mogli zaradi tega, ker to ni ustroj našega uredništva. Mi se ukvarjamo res z pripravo nekih poglobljenih vsebin, ki se osredotočajo na tem, o čemer mi rečemo sistemski problemi, na področju okolja, zdravstva, sociale, pač delovanja države in njenih institucij, transparentnosti, korupcije in tako dalje. Naš fokus je tu res pač najti informacije, ki javnosti do takrat niso bile dostopne, to je ena zadeva, druga stvar je v bistvu ugotoviti v naslednjem koraku, kaj je ta sistemski problem, s katerim se soočamo in pa kaj ne bi bile potem v zadnjem koraku neke rešitve iz tega problema, ki so možne. Mi seveda kot novinarji nismo tisti, ki predlagamo rešitve, ampak jih v bistvu zberemo iz nekakšnega, rečemo, soočene različnih akterjev na teh področjih, katerih delo je, da rešitve najdejo in implementirajo, in pa potem seveda spremljanje te implementacije sprememb skozi čas, zaradi tega, ker moramo vedeti, da ko govorimo o nekih sistemskih problemih, ki so se včasih nalagali desetletja, ne moramo pričakovati, da se bo nekaj spremenilo potem, ko se bo napisal na naši strani en članek, ko se bo spisala ena peticija, pač to so zadeve, ki ponavadi zelo velike strukturne spremembe za seboj potegnejo, zahtevajo velika sredstva, spremembo zakonodajanja, potem tudi se mi pa zdi pomembno, da se jih potem tudi ne pusti in se jih spremlja, kako se zadeva razvija, kako se implementira in pa potem tudi, a res deluje. Dejansko vi ste se lotili že prej tega skandinavskega ali pa ameriškega modela konstruktiv žurnalizma ali pa solution žurnalizma dejansko. In zakaj misliš, da je to pomembno? Mi poskušamo tudi s takimi vsebinami, pa se mi zdi, da mladi bistveno rajši posegajo po teh vsebinah, kjer ne samo, da se nakaže problem, težava, ampak kjer se najde tudi rešitev. Zdaj, jaz bi rekla, da ta solution oziroma constructive journalism je v bistvu samo v majhnem delu to, kar mi počnemo, zaradi tega, ker mi se vseeno v večinskem delu ukvarjamo s težavami. Se mi pa zdi, da je pomemben tudi zato, zaradi tega, ker pač če mi v bistvu javnost ves čas soočamo samo za težavo in vsaka je velika in ogromna in težko rešljiva, in
pač in ne gledamo tudi, kje ne bi bila rešitev iz tega, se mi zdi, da se skupaj ustvarja neko dodatno empatijo in občutek, pač mi kot državljani v tem času in prostoru ne moremo ničesar, nič se ne more spremeniti, pač vsi skupaj lahko paralizirano sedimo tukaj in čakamo, da bo šlo samo na slabše. Ja, to je res, ja. Zanimivo je pa tudi, da ne zaklepate vsebin. Mislim, pri vas gre, vi uporabljate veliko infografik, grafičnega materiala, potem raznih preglednic, prikazov. In zakaj ne zaklepate teh vsebin? To je bila začetna odločitev, ki je bila nekako tudi ena izmed teh poslanstev, ki smo si jih mi zastavili. In v bistvu mi smo medij takrat leta 2014 ustanovili s pomočjo prvih bralcev in donatorjev, ki so to podprli, to idejo, da bi pač radi v Sloveniji tak medij, ki bi se poglobljeno ukvarjal z nekimi precej kompleksnimi temami. In v bistvu nekak naše zaveze so bile, ena je bila ta, da ne bomo imeli oglasov, druga, da ne bomo zaklepali vsebin in da bodo naše vsebine prosto dostopne vsem. Ideja za tem je, da se nam zdi, da pač gre za vsebine, ki so v javnem interesu, zaradi tega morajo biti dostopne javnosti, ne glede na to, ali si nekdo lahko privošči branje članka ali pa ne. V zameno za to, da pa mi lahko to dejansko delamo in pač ustvarjamo te vsebine in pa da so na ta način vsem dostopne, pa pač prosimo te, ki si lahko privoščijo, ne nas podprejo z donacijo po svojih zmožnosti oziroma pač kot bi želeli. Tako da to je bilo že nekako izhodišče našega dela, da smo bili tako, mi želimo v bistvu ustvariti v digitalnem prostoru vsebine, ki bodo prosto dostopne vsem. Že na začetku sva ocenila, malo sva pogledala slovenski medijski prostor. Tvoje delo presega samo slovensko delo, sodeluješ v raznih mednarodnih inštitucijah novinarskih. Kako pa primerjava Slovenija-Evropa, naprimer, po novinarski liniji? Mislim, mi smo v zadnjih letih kar precej sodelovali pač z različnimi, predvsem evropskimi mediji na različnih področjih, od tako imenovanih preiskovalnih medijev v okviru globalne mreže za preiskovalno novinarstvo, katere del smo, in pa potem tudi v okviru evropskih projektov znotraj Evropske mreže za podatkovno novinarstvo. In jaz bom rekla, da naprimer po tem, koliko kvalitetne vsebine smo, naprimer slovenski mediji, ki delujemo na tem področju, sposobni zagotoviti v tem projektu, to je popolnoma primerljivo z nekimi evropskimi standardi. Tudi naprimer metodologije, ki smo jih uspeli uvesti v novinarsko delo na ta način, se mi zdi, da so primerljive, seveda pa se pač vedno znova soočamo s tem, da mi res delamo za specifičen, majhen prostor, ki tudi, naprimer, mi smo v bistvu zelo majhni, tudi znotraj nekega evropskega prostora zelo majhni akteri, če tako pomislimo. Pač mi smo delali dosti na evropskih preiskavah in Slovenija je pač delaš neko evropsko preiskavo z, 12-27 državami, kjer nek fenomen, ki celotno Evropo zadeva, preiskuješ, pa je lahko to, naprimer, vprašanje dostopnosti zdravil, vprašanje dostopnosti stanovanja, vseeno, ko gledaš pač koliko ljudi to zadeva tam ali pa pri nas, ali pa naprimer kako velik primer Slovenija je zelo majhen. Se mi zdi pa pomembno, da se obravnava Slovenijo tudi v tem okviru, zaradi tega, ker konec koncev pač, kar ugotavljamo skozi to delo je, da dejanske spremembe, neke strukturne, sistemske, ki se implementirajo na način, da imajo učinek na življenje ljudi, ki živijo v tej državi, pač se bodo zgodile skozi te projekte, ki so nacionalno orientirani. Torej, da ni samo dovolj, da jih delamo na neki mednarodni ravni, ampak da mora pač vsaka novinarska ekipa delati na svojem lokalnem področju. Tudi zato, zaradi tega, ker so specifike dela pač za vsako državo zelo različne, od zakonodajnega okvira, od tega, kako je mogoče pridobiti podatke, kako je mogoče delati z viri, kakšni so pritiski na medije v določeni državi, to je zelo, zelo različno in tudi to v bistvu zelo, zelo močno vpliva na samo delo novinarskih ekip. Kaj pa samo pedagoško delo, ker izobražuješ tudi mlajše novinarje? Kako mladim približati medije, zanimanje za težave, aktualne probleme sodobne družbe? Mislim, jaz bi rekla, da do določene mere so pač mladi izredno angažirani in tudi, v bistvu imajo predvsej dober vpogled v to, v kakšen svet stopajo in na kakšen način ne bi delovali v njem.
Je pa seveda vprašanje, če jih z temi zadevami, ki jih počnemo, ki jih spostavljamo, nagovorimo, če je to v bistvu njihov način, v katerem hočejo delovati v svetu. Zdaj jaz lahko govorim res samo specifično z novinarskega stališča, ker delam samo na tem področju. In naprimer, ena izmed težav tukaj v novinarstvu je, da dejansko ne obstaja, zaradi situacije, kakršna je v medijih, obstaja zelo slab, recimo temu karierni razvoj mladih novinarjev, da bi oni lahko v bistvu prišli do primernih izkušenj že med faksom, ki bi se počasi nadgrajevale prek različnih programov, projektov, dela, študentskega dela v medijih na način, da bi lahko se odločili za neke, recimo temu, dovolj obetavne karierne poti v medijih. No, zato, ker treba je vedeti, da ti, naprimer, preden prideš do takšnih oblik novinarstva, kot je preiskovalno novinarstvo, ti moraš imeti za sabo že kar nekaj let dela. Zaradi tega, ker učiti preiskovalnega novinarstva ljudi čisto od začetka, brez da imajo izkušnje ne samo teoretične izkušnje, ampak dejanske izkušnje z novinarskim delom, je zelo, zelo težko, zato ker preprosto, jaz bi rekla, da novinarstvo je v veliki meri praksa. In da se ti šele na terenu, ko se soočiš z različnimi situacijami, z različnimi viri, z različnimi izzivi, ki jih ima vsaka zgodba svoje, v bistvu ti nekako razviješ to na nek način, recimo temu neke vrste odpornost, no? da se znaš v bistvu obrniti tukaj pri tem, pa tudi, da dejansko sploh lahko zdržiš in na nek način težo dela, ki zahteva mesece in mesece angažma, da ti sploh prideš do nekega članka, na drugi strani pa tudi v bistvu sam stres, ki ga včasih zelo težke teme potegne za seboj. Kaj pa sama vzgoja za medije, tudi mladih, že pri otrocih, naprimer, kako je s to vzgojo za medije v Sloveniji, kako gledaš? Meni se zdi, da je tega premalo dejansko. O tem zelo težko kaj rečem, zaradi tega, ker na to področje nimam dovolj dobrega pogleda. Vem pa, naprimer, da so se v zadnjih 5-10 letih spostavili tudi projekti, naprimer naprimer je časoris, ki so se osredotočali, drugače naša partnerska organizacija na enem izmed projektov, kjer delamo, ki so se osredotočali specifično prav na to, kako medijske vsebine, novinarsko delo približati najmlajšim občinstvom. Jaz imam pri svojem delu bolj izkušnje z starejšimi mladimi, torej predvsem študentsko populacijo, ki ali v bistvu že končuje študij oziroma začenja ta svoj stop na profesionalno področje novinarstva. Ja. No, kako pa živimo v času dezinformacij? Mislim, da je to največja težava. Pred nami so dvojne volitve, dejansko najprej državne, potem lokalne. Verjetno bo teh dezinformacij sedaj veliko. Kako prepoznavati te dezinformacije? Ja, tukaj nisem preveč optimistična, ker bi rekla, da bo to vedno večji izziv. Mogoče bi čisto za ilustracijo omenila, mi smo par let nazaj, takrat med covidom, delali temo o tako imenovanem astroturfingu. Torej, to je bilo takrat vzpostavljanje mreže nekih, recimo temu lažnih profilov na družbenih omrežjih. Mi smo se takrat ukvarjali z Twitterjem, ki v bistvu danes ne ostaja več v tej obliki, kjer smo identificirali celo mrežo profilov, ki so delovali na način, da so širili dezinformacije oziroma dejansko direktno napadali novinarje, aktiviste, politične nasprotnike in tako dalje. Situacija se je od takrat drastično poslabšala, zaradi tega, ker takrat so bili te, ki so skušali ustvariti lažne profile, na nek način prisiljeni v zelo rudimentalne tehnike ustvarjanja teh profilov, v smislu, da so nekomu v Braziliji, nekomu na Floridi ukradli fotografije, ustvarili za temi fotografijami njegov profil in potem v bistvu začeli pisati, kot da gre za neko resnično osebo, ki se v bistvu zdaj tukaj angažira v našem prostoru, v slovenskem jeziku. Vmes je prišlo do drastičnega razvoja tehnologije, tudi v smislu umetne inteligence, torej da je mogoče fotografije, video, tekste ustvariti zelo na hitro, z zelo majhnimi vložki in ti ne rabiš več cele farme trolov, kot smo naprimer takrat pisali in pa potem tudi v bistvu v našem podcastu poročali o teh primerih, naprimer, ki so jih preiskovali na Poljskem, kjer so dejansko ljudi zaposlovali za to, da so sedeli za računalniki in se v nekem spletnem okolju obnašali kot nekdo drug. Ne? Ja. Tega, naprimer, to tehnologija v bistvu omogoča, da je
dezinformacije, ali pa ne samo dezinformacije, namenoma potvorjene informacije mogoče ustvarjati vedno hitreje in vedno manj preverljivo. Zdaj, leta se je vlagalo v to, da bi se razvilo znotraj Evrope in pa tudi globalno čim več teh tako imenovanih fact-checking projektov, ki bi pač sledili temu, predvsem temam, ko postanejo zelo aktualne, kot so na primeru volitev, da bi lahko v takih primerih, na primer, dovolj velika skupina fact-checkerjev sproti preverjala informacije in javnost obveščala o tem, pač neke informacije so lažne, temu ne slediti. Ne. Ampak, če pogledamo razmere med tem, kako hitro in na kakšno potenco je mogoče dezinformacije formulirati, ustvarjati in po drugi strani, koliko časa gre vsako preverbo, pač to je popolnoma nerealistično, da bi lahko to še kadarkoli ujeli, je moje mnenje. Ne? In zaradi tega potem tudi vedno več na občinstvih, ki vedno bolj spremljajo medijske vsebine oziroma novinarske vsebine oziroma novice, predvsem preko družbenih omrežij, da bi morali ločiti, kaj je lažna novica od tega, kar ni, kar je pa vedno težje. Zaradi tega, ker ti lahko danes pač objaviš video, kjer izgleda popolnoma realistično, da ne vem, da na tem mestu v Los Angelesu gori, pa ne. Torej, kdo bo vse to preverjal? In jaz mislim, da tukaj imamo recimo temu družbeni izziv, zaradi tega, ker se hkrati pa vedno bolj niža zaupanje v neke transparentno delujoče medije, v večje medijske hiše. In te informacije postajajo vedno bolj razpršene in če ti v bistvu ne moreš preveriti niti vira informacij, je to vedno težje. Zato, ker nekaj časa smo še imeli recimo temu načine preverjanja, kjer smo se lahko zanašali na svojo lastno preverbo v smislu, da tehnologija ni bila toliko dobra, da ne bi videli, ta novica je spisana v zelo čudnem jeziku, ki ne zveni človeško, verjetno je ustvarjeno umetno. Ali pa tu notri je toliko, to je bilo prevedeno od nekje. To v bistvu to ni preveč zanesljivo, ali pa slabo je opremljeno, ali pa te fotografije so se pojavile že tolikokrat na različnih mestih. To je gotovo pač ne, ta fotografija gotovo ni z tega mesta, ker zdaj pa to vedno težje, zaradi tega, ker je pač vedno, to, kar je ustvarjeno kot nerealistično, vedno bolj realistično in vedno težje preverjati, sploh pač samemu bralcu oziroma bralki oziroma temu, ki spremlja vsebine. Zdi se mi ravno, da je tu največ pri preverjanju teh dejstev, fake newsov pa tega, je tu velik težava, kjer so največje težave, na katere naletimo, ko se lotimo preverjanja, ampak nas poleg tega lahko to zavede. Ja, zato, ker če ti v bistvu ne veš, koga sploh iščeš kot verodostojen vir, ki naj bi to preverjal, to potem še težje, kje sploh naj bi. Zdaj, naprimer, ena stvar, ki včasih deluje, to sploh, če se preverja neke videe ali pa neke objave, ki so iz tujine, ki hitro zaokrožijo kot neka novica, je, naprimer, da v bistvu iskati pač, ali so v tujini, katere izmed teh fact-checkerskih organizacij, če v bistvu to že preverila, kar pomeni, da iščeš po teh ključnih besedah za debunk zraven pač pripisom in ugotoviš, pač ne vem, te fact-checkerji so to že ugotovili, da je to izvor. Naprimer, in te videe so lahko karkoli, ne vem, dostikrat je naprimer, če bi koga zanimalo, eden izmed projektov, ki se ukvarja z preverjanjem mizinformacij oziroma dezinformacij, ki prihajajo iz kriznih območij, Bellingcat, torej oni v bistvu preverjajo vse te videe, ki prihajajo, naprimer, za katere naprimer mislimo, da so iz Gaze, pa so v bistvu bili posneti že v Siriji, ne vem, koliko let nazaj. Tako da mislim, da pač na eni strani tehnologija ustvarja ta problem, da pač je zelo vedno teže pač resnico na prvi pogled ločiti od nečesa, kar je ustvarjeno. Na eni strani imamo verodostojno novinarstvo, ki ga je vedno manj, se mi zdi, potem imamo to klikabilno novinarstvo, plus tega pa imamo te fake newse. Kako dejansko krmariti med temi, da bi povečali zaupanje v novinarstvo, ker po nekih anketi, ali kje sem gledal, da novinarji sodimo v rang prodajalcev avtomobilov po zaupanju. Mislim, pač na nek način je nenavadno, da lahko rečemo, obstajajo različni tipi novinarstva in eni upoštevajo osnovne profesionalne standarde, drugi pa ne. To znotraj
same stroke sploh ne bi smela obstajati ta dilema. Ampak kaj lahko naredimo pač kot posamični ustvarjalci, ki ne more vsak izmed nas celega sistema spremeniti, se mi zdi, da na nas, ki se s tem ukvarjamo, da skušamo čim bolj transparentno predstaviti, na kak način delujemo in pa na kak način smo prišli do informacij. Včasih je seveda to težko, zaradi tega, ker imaš po drugi strani, pač na eni strani smo mi zavezani javnosti, temu, da v bistvu smo čim bolj transparentni s tem, kako smo prišli do informacij, pač, kaj je naš vir, po drugi strani pa smo mi kot novinarji profesionalno zavezani k varovanju vira. Tako da tu je, mislim, tudi potem to obema načeloma hkrati slediti, ne, je zelo pomembno, zato ker mi ne smemo zaradi večanja lastne transparentnosti pač kršiti zaveze, ki jo imamo do virov, sploh do virov, ki so se izpostavili v nekih zadevah, kjer v bistvu lahko pač se njihova celotna življenja sesujejo, če tega ne bomo upoštevali. Ne? Kako bi nasplošno, če gledamo, kot si dejala, dejansko teh trolov več ni toliko potrebnih, to umetna inteligenca razvijati razne zavajajoče novice in tako naprej. Težava je pa tudi ta medijska pismenost, prepoznavanje tega, kaj bi bilo potrebno v Sloveniji, pa mogoče tudi širše, narediti za večjo medijsko pismenost, ker vemo, ne samo mladi, tudi starejši nasedajo vsem tem novicam, tudi v Sloveniji imamo nekaj medijev, ki jim posebej starejši zelo, zelo nasedajo. Ne vem, če imam dober odgovor na to vprašanje. Zaradi tega, ker meni se zdi, da vse, kar lahko naredimo, je, damo ljudem čim več informacij, zaradi tega, da so opolnomočeni, da jih imajo, ampak po drugi strani je pa potem vedno na njih, ali bodo jih uporabili. Mislim, pač ljudi, ki so prepričani, ni mogoče prepričevati, ljudi, ki ne verjamejo v medije, ne verjamejo v medije kot take, ne moš prek medijev informirati, zato ker to samo po sebi ne deluje. Tako da tu smo v nekem, tu smo kot družba v neki širši težavi, da dejansko nimamo več da se v bistvu mi sami med seboj ne znamo več zmeniti, to so argumenti, s katerimi operiramo, to so zadeve, ki smo jih preverili, to je naprimer nivo komunikacije, ki se nam zdi primeren za javni prostor in vsi se ga bomo držali. In pač, že tu se mi zdi, da tega dogovora nimamo in pol v bistvu vse ostalo, se samo nekako še nalaga na to težavo, pač ljudje so vedno bolj sumničavi in prepričani, da pač nikomor več ne morejo zaupati in to se samo... Teorije zarote. Ja, teorije zarote, ja. In pač o vsakem problemu, o vsaki stvari je mogoče zelo enostavno ustvariti teorijo zarote, zato ker teorija zarote je sestavljena na način, da nek del nje je resničen in potem je okolju ustvarjena ta zgodba. In zaradi tega, ker je del resničen, je zelo težko vsakič znova dokazovati, zakaj pravzaprav to ni res. Zakaj mogoče res 5% informacije resnične, ampak vse okolje zgrajeno pa dejansko ne drži. Ne? Tako da... Jaz vedno tudi rečem, da se mi zdi, da je težava slovenskega novinarstva tudi v tem, tudi društva novinarjev sem velikokrat kritičen, ker se ukvarjamo samo z velikimi mediji. Jaz vem, da RTV je težava, STA, takrat se spomnim teh stvari, je velika težava, ampak jaz mislim, da bi se ravno manjši in lokalni mediji morali povezati, ker mali potem, pa vi kot portal se srečujemo z drugimi problemi, kot se srečuje STA pa nacionalna televizija, na primer. In tu se mi zdi, da se ne znamo povezati. Jaz bom rekla tako, ena izmed težav nekega širšega povezovanja in ustvarjanja koalicije je ta, da če v bistvu večina teh, ki delujemo na tem področju ves čas v nekem osnovnem boju za preživetje, pa zelo težko se povezuješ, v bistvu so energije vdaješ v to, da se bo še neke dodatne mreže zgradile in podobno. To se mi zdi, da zna biti ena izmed ovir. Čeprav po drugi strani se mi zdi, da obstaja povezovanje, da obstajajo projekti, kjer se mediji med seboj povezujejo. Tudi naprimer, mi sodelujemo z drugimi mediji, kar se nam zdi zelo pomembno, predvsem naprimer s področja, mi sodelujemo predvsem z mediji, kjer se
ukvarjamo s tem področjem, kako naj v bistvu razvijamo pač področje neprofitnega novinarstva oziroma neprofitnih medijev v Sloveniji nadalje, zaradi tega, ker se nam zdi, da je to nek pomemben segment, ki omogoča, da se znotraj njega razvije pač in metodologije dela in neke etične standarde, po katerih delamo, in pa potem tudi neke vsebine, ki drugače javnosti ne bi bile dostopne, naprimer, ne. Kako v bistvu na celotni mislim, vedno se mi zdi, da te probleme je včasih lažje reševati kot s tem, damo rešiti cel medijski sistem v Sloveniji in vse njegove težave hkrati, da pač za stališča nas, ki nismo zakonodajalci, ki nismo in ne delamo na Ministrstvu za kulturo, da je mogoče naš doprinos res bolj to, kaj lahko mi naredimo kot primer dobre prakse. Da lahko pokažemo, to se da, to je mogoče, naprimer tudi takšne vsebine je mogoče ustvariti, ali obstaja občinstvo za to, obstaja podpora za to, da se mi zdi, da to niso zanemarljivi doprinosi v medijski prostor skozi leta, ko se to počasi nalaga, ko je tega vedno več, ko to naenkrat postane standardno. Se mi zdi, da to je z stališča nekih malih medijev ta velik doprinos, ki ga lahko naredimo na eni strani, na drugi strani pa seveda to, kar se ne nanaša toliko na nas, ampak naprimer druge manjše medijske organizacije, ki delujejo v tem prostoru, ki ustvarjajo vsebine za neka specifična občinstva, ki sicer pač do vsebin ne bi mogla priti oziroma ne bi bile prilagojene za njih, ali bi bilo to zato zaradi tega, ker so, ne vem, za neke medije, ki so regionalno fokusirani, ki so tematsko fokusirani, ali pa ki so namenjeni specifičnim tipom občinstvom, kot naprimer ali starejšim ali mlajšim, naprimer njihovim interesom. Tako da se mi zdi, da z tega stališča pač tu nisem tako pesimistična, zaradi tega, ker se mi zdi, da je kar nekaj iniciative na tem področju, da se te stvari razvijajo, da se razvijajo neki primeri dobrih praks, ki so pripoznani potem tudi v tujini kot dobre prakse. No, ker zdaj ob samem poročanju o razkrivanju dejstev in vsega tega je zelo pomembna tudi vzgoja za medije, preverjanje dejstev in vsega tega, in to je tudi na nek način naloga novinarjev. Ja, in to dejansko ni tako enostavno. Naprimer, to se zdi kot najbolj ta osnovna stvar, pač dajmo v bistvu ugotoviti, kaj dejansko drži. Oziroma mi se ukvarjamo s tem, kar se imenuje evidence-based journalism. Torej, to je novinarstvo, ki temelji na nekem dokaznem materialu. Torej, v bistvu za zadevo, za katero ki je ne moreš dokazati, ki je ne moreš dovolj jasno prikazati, od kje izvira, pa če ne moreš objaviti, kar potem tudi zagotavlja ta tako imenovan interni uredniški fact-checking protokol, ki ga pač organizacije, kot je naša, naprimer, imamo, kar pomeni, da naprimer, ko je neka tema pripravljena za objavo, greš v bistvu še enkrat skozi vsaka zadeva, ki je navedena v članku, naprimer skozi preverbo, ali res drži, ali imamo mi res evidenco za to, da to trdimo, ali smo to res pravilno interpretirali, ta dokument, to informacijo, to podatkovno bazo, ki jo imamo. Naprimer, vsakeč, ko pridejo novi ljudje v našo organizacijo, ali pa ko delam z novinarji ali študenti, ali pa naprimer, ne vem, z novinarji, ki se izobražujejo skozi delavnice, skozi naprimer stvari, kot je teden preiskovalnega novinarstva, ki smo ga naprimer lani organizirali, je vsakeč, ko jim v bistvu daš ta izziv, tukaj je ta hipotetična zgodba, na kateri delamo, dajte zdaj ugotoviti, kaj je v bistvu ta ključna informacija, kaj je ena preverjena ključna informacija, ki v to zgodbo spada. To je zelo težko. Ta cel postopek, ta miselni postopek, skozi katerega moraš iti, zato da ti lahko to preveriš in naprimer to pričakovati od nekoga, ki ni poklicni novinar, da bo on v bistvu na vsako vsebino, ki mu je predočena, na isti način lahko obravnaval, ob tem, da nima ne orodij, ne znanja, ne tudi dostopa, zato ker treba je vedeti, mi kot novinarji imamo dostop, ki ga splošna javnost nima. V smislu, mi lahko zastavimo novinarsko vprašanje in pač institucije so nam dolžne odgovoriti. In to je v bistvu naša naloga, da mi na nek način zastopamo javnost skozi to, da lahko za njih stvari preverimo. Tako da ta cel krog, ki ga moraš ti narediti, da lahko neko zadevo preveriš z vseh kotov in rečeš, to dejansko zares drži. Ali pa naprimer tudi, če bi dala primer,
Na področju preiskovalnega novinarstva si ljudje večinoma predstavljajo, da pač prideš ti do zgodbe tako, da pride ali do tebe nek vir in ti nekaj pove, ali pa ti dobiš nek dokument, s katerim lahko dokažeš. Če zdaj hipotetično razmišljamo o tem dokumentu, ti mogoče res dobiš dokument, ampak kako boš dokazal in preveril, da je ta dokument resničen. In da vsebuje pri današnji tehnologiji že posebej. To, naprimer, in potem tudi če je, kako v bistvu veš, da ta dokument ni samo del nečesa večjega, ker in če boš ti videl celo to, ta cel, naprimer bom dala primer, ta cel sodni spis, iz katerega si zdaj videl par strani, če bi videl celega, če to popolnoma ne spremeni zgodbe. In tu je, jaz bi rekla, da tu je na področju novinarstva, s katerim se mi ukvarjamo, pač naša naloga, torej vložiti čas v to, da ugotovimo, kaj dejansko to vse okoli, do česar pač javnost sama ne more priti. Ne more priti. Zanimivo, Slovenija je majhni novinarski trg, dejansko smo ena velika vas, eno veliko mesto. Kako je s pridobivanjem dokazov? Človek bi dejal, da je to v Sloveniji bistveno lažje, ampak imam občutek, da velikokrat ne. Zdaj, ko mi govorimo o nekih dokazih na področju novinarstva, zdaj so to ponavadi pač, ali mi lahko dobimo nek pisni dokument, neke izvorne podatke, ki pač kažejo na to, ali v bistvu najdemo vir, ki je neposredno izkusil to stvar in ta ne more biti en samo, ampak jih moraš imeti pač dovolj veliko število med sebojno nepovezanih virov. Torej, to ni nekdo, ki je slišal, da je se nekomu nekaj zgodilo, ampak je to ta oseba, ki se je to dejansko zgodilo, ki je bila tam na tem mestu in je to videla na lastne oči, to je očividec, ne? Ali pa če smo mi videli na lastne oči, to so nekak tri osnovna izhodišča za naše delo. Zdaj mi se pri svojem delu predvsem ukvarjamo z zadevami, ki obstajajo v pisni obliki nekje. In naša naloga je najprej ponavadi vedno ugotoviti, pač, a ta stvar res obstaja in kje je. In kdo ta dokument oziroma te podatke ima in ali jih lahko pridobimo. Dostikrat se zgodi, da pač ali podatkov ni, ali ni podatkov v tej obliki, ali pa obstajajo in so in ugotovimo, da obstajajo tam, ampak mi ne moremo pridobiti. Ker kako se to pridobiva? To se pridobiva po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ki ga načeloma lahko uporabi. Ta zakon je namenjen splošni uporabi, ne samo medijem. Torej, načeloma bi ga lahko kdorkoli izmed nas pač skušal prek tega zakona priti do nekih informacij, ampak to je teoretično, ker je to v bistvu zelo zahteven proces, kjer ponavadi pač potrebuješ tudi odvetnika zaradi tega, da lahko vodi ta cel proces zavrnitve tega dostopa, potem pritožb, tega, da se zadeve potem tudi mesece, leta rešujejo na upravnem sodišču. To ni nekaj, kar lahko dela posameznik, to je nekaj, kar lahko delamo naprimer novinarske organizacije ali pa organizacije, ki delujejo, naprimer neprofitne organizacije, ki delujejo na tem področju. Jaz bi rekla, da je težko priti do teh informacij. Smo pa sodelovali ravno dobri 2 leti nazaj v enem evropskem projektu, kjer smo preverjali na evropski ravni, kakšna je odzivnost institucij na zahteve novinarjev po dostopu do informacij. Zelo slaba, presenetljivo slaba. Jaz moram reči, da sem bila negativno presenečena, pa mi vemo, kako to izgleda pri nas, ampak ko smo mi z kolegi novinarji iz ostalih evropskih držav primerjali, kakšna je dejansko odzivnost institucij na to in kakšne podatke, kako zanesljive podatke je mogoče na ta način pridobiti, je zelo, zelo slaba. Zelo slaba. Če se vrneva sedaj na portal Pod črto, kaj lahko pričakujemo, če rečeva začetek leta 2026, kaj lahko pričakujemo, s čem boste presenetili v prihodnjem letu? Imate kakšen velik projekt preiskave? Ja, zdaj pravkar zaključujemo celo vrsto preiskav, na katerih smo delali celo letošnje leto, na nekaterih pa tudi dlje. Tudi tematsko prihajajo zelo raznolike zadeve, ki bodo verjetno različne ljudi nagovorile, od zadev na področju stanovanjske problematike, ki je bila ena izmed večjih tem zdaj že v bistvu zadnje leto pa pol, potem na področju zdravstva in pa na področju kaznivih dejanj. To so nekako te zdaj ta trenutek najbolj fokusirane teme, potem pa v bistvu pokrivamo tudi, mi se ukvarjamo tudi s tem, da ko se z neko temo nekaj časa ukvarjamo, pač skušamo na neki, recimo temu, v neki frekvenci
na nekaj let se vedno znova vrniti in ugotoviti to, kar smo se na začetku pogovarjali, a je prišlo do kakšne spremembe in se je stanje poslabšalo, se je izboljšalo. Tako da pripravljamo tudi več vsebin na to temo, kjer smo šli nazaj pogledati, kaj se je zgodilo na področjih, ki smo jih že preiskovali v preteklih letih. In kakšno je tukaj stanje. Predvsem zato, ker je v letošnjem letu bilo res ogromno nove zakonodaje na mnogih področjih sprejetih, ki smo jih preiskovali v preteklosti, naprimer tako na področju kulture, kot na področju naprimer medijev, kot na področju, zdaj je zelo na hitro se spremenila zakonodaja, ki vpliva na področje pregona kaznivih dejanj. Po drugi strani merimo trenutno učinke zakonodaje, ki je bila sprejeta na področju zdravstva, tako da to so neke teme, ki se nam zdi, da jih je pomembno spremljati skozi čas, ravno zato, da na nek način ni tako, da pride novica in potem pozabimo na to, vemo, da se nekaj spremenilo in potem ne gremo nazaj pogledati, kakšen je bil dejansko učinek. Kaj se naj spremeni na področju novinarstva, da bi bilo delo novinarjev v Sloveniji lažje in da bi ljudje dobili več verodostojnih informacij in da bi bilo manj teh fake newsov? Mislim, jaz bi mogoče pogledal še korak dlje in zdaj mi lahko gledamo področje zadeve v Sloveniji in se nam zdi, da je slabo, ampak če pogledamo nekako, če se umaknemo, stopimo korak nazaj in pogledamo zadeve globalno, nam gre po drugi strani na mnogih področjih še kar precej dobro. In tudi, naprimer, ko govorimo o novinarstvu, koliko naprimer je zahtevno, koliko naprimer je sistemsko še vedno izziv, da obstaja kup nekih medijskih projektov, kjer je sistemska podpora zelo nizka, naprimer, še vedno delujemo v sistemu, ki ima neke osnovne stvari še vedno delujejo pri nas. Tako da, če bi pogledali čisto na novinarstvo malo z bolj globalne perspektive, bi rekla, da bi si želela, da ne bi toliko ljudi bilo ubitih pri svojem novinarskem delu, kot se zgodi na letni ravni. Če pogledate poročila o tem, mislim, v bistvu vsako leto narašča število ljudi, ki so ubiti pri svojem novinarskem delu. In to so kar grozne številke, ne? Ja, to niso številke, ki jih lahko pogledaš in se počutiš dobro ob tem. Zdaj, za področje Slovenije pa bi jaz rekla, da bi si želela za vse nas predvsem to, da vztrajamo dalje. Torej, da na eni strani, mislim, se vem, da je to zahteva na nek način tudi mnogo enega zaupanja in optimizma v smislu, stvari se bodo spremenile, stvari se bodo obrnile na bolje, in po drugi strani tudi zaupanja v javnost, zaradi tega, ker konec koncev mi delamo za njih in tudi za mnoge izmed nas je podpora javnosti oziroma podpora naših bralk in bralcev izredno pomembna za to, da mi lahko to svoje delo ustvarjamo. In je na nek način ne gre samo to, koliko bralci zaupajo nam ali pa koliko občinstvo zaupajo nam, ampak tudi koliko se mi lahko kot mediji zanesemo na to, da je tudi njim to pomembno in da so tudi oni to pripravljeni podpreti na kakršenkoli način že to lahko naredijo. Naprimer, v našem primeru je to z donacijami, v drugih primerih je to naprimer z branostjo ali pa naprimer s tem, da naprimer z naročnino podprejo svoje najljubše medije oziroma te, ki jih želijo spremljati. Tako da se mi zdi, da to je, da ne smemo pozabiti, da dejansko mi delujemo skupaj na nek način, medijev brez občinstev, ki jih spremljajo, ni. To so samo informacije, ki so nekje objavljene. Tako, malo spodbudni zaključek. Jaz mislim, da je tudi za naše poslušalce, potem gledalce prav, da ne nasedajo tem zavajajočim informacijam, da informacije preverijo. V glavnem, Taja, najlepša hvala za čas, da sva se pogovorila, da si bila gostja v našem podcastu. Vam, drage poslušalke in gledalci, pa seveda obilo užitkov in ob našem gledanju in poslušanju podcastov in seveda, če so vam všeč, nas spremljate naprej in tudi, če pritisnete kakšen všeček, ne bo nič narobe. Hvala lepa. Najlepša hvala za povabilo. Ovtar24.si izvaja pobudo, ki jo podpira Inštitut za odprto družbo Sofia in jo sofinancira Evropska unija v okviru projekta Media Resilience. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča njihovih avtorjev
in ne odražajo nujno stališč Evropske unije, Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo ali Inštituta za odprto družbo Sofia. Niti Evropska unija, niti EACEA, niti OSIS ne morejo biti odgovorni zanje.